Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Rateče so 15. avgusta gostile tradicionalni vaški dan, na katerem je prikazana bogata kulturna dediščina kraja. Domačini se oblečajo več kot 100 let stare noše in prikažejo, kako se je včasih živelo in delalo. Letos pripravljamo že 23. vaški dan. Pripravljamo vsako leto etnološko-kulturni program z nastopom folklornih skupin, pevskih zborov Citrark, otroci iz vrtca Rateče in pa seveda se domačini oblečejo v rateško nošo, ki jo imamo v Ratečah ohranjeno preko 100 let. V tem imenu bi se res vsem še enkrat zahvalila, da vsako leto pokažejo pripravljenost na sodelovanje na prireditvi, da kraj drži skupaj in pa da lahko našim obiskovalcem pokažemo te prečudovite noše, ki so naše bogastvo. Joža! Po uradnem delu vedno prikažemo postopek predelave volne, tako da si lahko obiskovalci pogledajo celoten potek od striženja ovac do cufanja volne in pa potem do klobčičenja in pa samega predenja volne. Prikažemo tudi vezenje vezenin na domače platno in pa izdelavo rateških žokov ter rateških cokel. Seveda na ta dan odpremo tudi Kajžankovo hišo, v kateri imamo spravljeno stalno etnološko zbirko Rateč in pa razstavo Jervahove mizarske zbirke. Sedaj so pa na ogled v muzeju tudi peče in pa rute iz Tržiškega muzeja. Domačinke in pa domačini pripravijo tudi pristne rateške dobrote. Za ta dan pripravimo naše tradicionalne rateške krape, sirove štrukle in pa seveda enolončnice ter jedi na žlico. Obiskovalcem pa ponudimo tudi izdelke domačih obrti, ki jih lahko si ogledajo in pa kupijo na stojnicah. Zbrane pa je pozdravil tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Lep dober dan vsem v Ratečah, gostom, nastopajočim, gostom iz Zgorje, Murski, otrokom so tako lepo napravljeni. Skratka, vsem v današnjem lepem dnevu tukaj na Gorici v Ratečah. Jaz sem res vesel, da je turistično društvo Rateče še zmeraj pripravljen in organizira to lepo prireditev v spomin na stare čase, na kmečke in vaške spretnosti, vaška opravila. Ponosni smo, da se v Ratečah še vedno ohranja tradicionalna narodna noša, ki izvira iz zamejstva in je podobna zimski. Tako da tudi po celi Gorenjski jaz mislim, da nam veliko ceni to našo narodno nošo in da tudi mladem ne sme biti narodnost naprav, to je del nacionalnega ponosa. Jaz verjamem, da se bo to z leti spremenilo, da se bodo tudi naši potomci še vlačili v to narodno nošo in da bodo ponosno, tako kot naši zamejci, naši sosedi iz Avstrije, Italije, ki ponosno oblečejo narodne noše. Tako da mislim, da s tem kažemo, da dihamo za isto stvar. Jaz verjamem, da se boste danes lepo v Ratečah imeli, da boste v tem lepem vremenu uživali v muski, v ročne spretnostih naših Ratečev in da bomo skupaj se malo zavrdeli, pa še kakšnega na koncu pil. Tako da jaz mislim, da bo lep dogodek, jaz vsem želim srečno in užitek še naprej v današnjem dnevu. Hvala.
Turistično društvo Kranjska Gora pa je na praznični ponedeljek uspešno izpeljalo kranjskogorsko desetko. Tek iz Kranjske Gore do Rateč in nazaj, ki se ga je udeležilo več kot 100 tekačic in tekačev. Člani turističnega društva Kranjska Gora smo seveda zadovoljni z našo desetko. Kljub vsem lepim napovedim oziroma slabim smo imeli ponovno slabo vreme, sicer tekačev to ne moti veliko, je pa dejstvo, da se potem tista glavnina tekačev, ki bi se odločala za tek v Kranjski Gori na 15. avgusta, pač ne odloči in ne pride. Nekaj težav smo imeli tudi z napovedi naših prometnih strokovnjakov, kar se tiče gneče na samem prehodu iz Ljubljane do Kranjske Gore. Kakorkoli smo zadovoljni z našo 22. kranjskogorsko desetko. Zelo nas veseli, da se je udeležilo tudi večje število otrok na otroškem teku. Bilo jih je nekaj manj kot 50, lansko leto nekaj po 20. Tako da smo seveda tudi zelo zadovoljni, da so domačini, člani nordijskega društva Rateče Planica dosegli izredno dobre rezultate in jim še enkrat v imenu turističnega društva Kranjska Gora iskreno čestitamo. In pa seveda, da se našega teka udeležujejo tudi tisti gostje, ki stacionarno bivajo v Kranjski Gori, tujci. Tako da je to en tak lep zaključek večernega dogodka na praznik in upamo, da bo tudi naslednje leto tako. Pri ženskah absolutno je na kranjskogorski desetki prepričljivo slavila domačinka Neža Žerjav s časom 23:6:51. Druga je bila Elisa Tosin, tretja pa članica ameriške skakalne ekipe Tara Green Moats. Pri moških je bil najhitrejši Rob Svenšek, njegov čas pa 32:59:56. Drugi je bil Luka Kramarič, tretji pa Miroslav Nikolič. Zdaj seveda prav veliko premora ne bo, čaka vas še organizacija kolesarskega Juriša na Vršič. Ja, priprave v polnem teku, priprave na Juriš se začnejo takoj po zaključku prejšnjega Juriša, tako da imamo zadeve pod kontrolo in prvo soboto v mesecu septembru, to je letos 3. septembra ob 11. uri, tukaj štart. Predprijave potekajo na naši spletni strani www.jurisnavršic.com, tako da so odprte do vključno 26. avgusta do polnoči. V predprijavi je startnina 22 evrov, na dan prireditve pa potem od 8. ure v šotoru pri hotelu Kompas 30 evrov, tako da pričakujemo večje število udeležencev. Res upamo, da nam bo vreme letos naklonjeno, kajti lanskoletni Juriš je bil res potop, kar se tiče vremena. Tako da upamo, da bo letos veliko bolje in seveda vabim vse tiste kolesarje, ki ste natrenirali naš vzpon na Vršič, da se nam pridružite. To je ena taka res lepa, prekrasna, rekreativna kolesarska športna prireditev, ena izmed najboljših v Sloveniji in vsi tisti, ki ste kondicijsko dobro pripravljeni, tudi domačini, vem, da trenirate, dobrodošli na 38. Jurišu na Vršič. Pa je že kaj predprijav? Seveda, predprijave dežujejo takoj, ko se pač naša spletna stran odpre za predprijave, tako da smo veseli vsake predprijave. Je pa dejstvo, da po imenih in priimkih vidimo, da so to naši stalni udeleženci in pa seveda nekateri tekmujejo tudi v trojčku, to je Šnekope, Alpe Adria, Franja in pa seveda Juriš na Vršič in takrat tudi potem 3. septembra bomo podelili tudi pokale oziroma medalje za zmagovalce v tej skupini kolesarjev. Nekje okrog 600 jih je že teh, ki tekmujejo redno na vseh kolesarskih prireditvah, tako da je ta naš Juriš na Vršič nekako zaključek te kolesarske poletne sezone. Morda še beseda dve o tem, kako pri turističnem društvu Kranjska Gora ocenjujete letošnjo poletno sezono v Zgornjesavski dolini?
Ja, bom rekla tako, da smo izredno zadovoljni, da je občina Kranjska Gora prisluhnila turizmu in seveda naredila ogromno korakov pri teh malih drobnih zadevah. Predvsem nas gostje izredno pohvalijo, kar se tiče kopališča Jasna, prav tako izredno pohvalijo urejenost Kranjske Gore oziroma celotne doline, pohvalijo tudi odsvetličenje in občani oziroma turisti opazijo vsako podrobnost, ki se na področju turizma zgodi. Tako da naslednji četrtek imamo tukaj tudi komisijo Turistične zveze Slovenije, ki vsako leto ocenjuje tudi vse kraje, tako da bodo prišli tudi k nam in prosim tudi vse domačine in pa vse tiste, ki se ukvarjajo s turizmom v Kranjski Gori, da poskrbimo do četrtka za okolico, za urejenost, kajti vse to ljudje oziroma tudi ta komisija ocenjuje in vsaka drobna malenkost, bom tako rekla, jih zmoti. Turistični kraji po Sloveniji, manjši, večji, so izredno urejeni in prav je, da je tudi naša dolina tako urejena, tako da se ukvarjamo predvsem s temi zadevami. Je pa seveda res, da je v sodelovanju s turizmom, ki organizira ogromno prireditev in vseh ostalih aktivnosti, je v Kranjski Gori v tej poletni sezoni kljub slabšemu vremenu večje število obiskovalcev in to beležimo tudi vsi ostali turistični ponudniki, tako da smo z poletno sezono kljub slabšemu vremenu izredno zadovoljni. Na praznik je bil v Lescah 28. alpski pokal letečih modelov. Nastopilo je okoli 40 tekmovalcev s svojimi maketami pravih letal. Znanje in spretnosti v pilotiranju letal na daljavo so izvajali na modelih reaktivnih letal, motornih batnih letal, v kategoriji jadralna akrobatska letala, helikopterji in v kategoriji atraktivni modeli. Na prireditvi so sodelovali tekmovalci iz Avstrije, Hrvaške, Italije in seveda Slovenije. To je bil nenadni premik višine, zato je model praktično kar počepljil in se povzpel. To je možnost pri modelih, ki izvajajo akrobacije 3D, kaj to pomeni, da lahko na mestu stoji in ga nosi samo motor, vse ostale komande upravljanja pa upravljanje na zavodalniku. No, 3D kombinacija akrobacij, pojavlja pa se že 4D. V Lescah so imeli tudi razstavo jadralnih in motornih letal ter predstavitev letalske šole Aerokluba Alpskega letalskega centra Lesce. Na prireditvenem prostoru pa so modelarji in njihovi prijatelji seveda poskrbeli za prijetno počutje in obilo užitkov ob gledanju izvajanja mojstrovin z modeli. Mešani pevski zbor Kranjska Gora je tudi letos organiziral Škerlove dneve, dneve zborovskega petja, ki so potekali ta petek in včeraj v Kranjski Gori. V petek sta poleg kranjskogorskega zbora nastopila še vokalna skupina Mavrica Videm pri Dobrepolju in oktet Podpeški Pobi iz Podpeči pri Brezovici. Ženka mi v goste gre, moža doma pusti, hop, saje, moža doma pusti, hop, saje, aj doma viro, V sobotnem programu pa je poleg domačinov sodelovala še tamburaška skupina Stara banda iz Avstrije. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo tako kot vedno prelistali še koledar prireditev.
Občina Kranjska Gora je bogatejša za športni park, saj je pri igrišču osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora postavila nova street workout orodja. Le-ta združujejo več elementov, ki omogočajo razgibavanje celotnega telesa. Naprave omogočajo različne vadbe, od dvigovanja trupa in nog do raztegovanja, visenja ter vaj za trebuh in je primerna za vadbo starejših otrok in odraslih. Na orodjih se bodo lahko izvajale zahtevne vaje, kjer je pomembna moč, ravnotežje in telesna gibčnost, osnovo pa imajo na lastni teži. Z novo pridobitvijo bo občina Kranjska Gora mladim omogočila kakovostno preživljanje prostega časa ob rekreaciji in v naravi. Uradno odprtje, na katerem bodo mladi, ki so tudi sodelovali pri izvedbi investicije na novo postavljenih orodjih, predstavili vaje, bo v torek 23. avgusta ob 11. uri. Na Jesenicah bo v torek še zadnja v vrsti letošnjih torkovih kinotek. Ob 20. bo v Kolparnu na Stari Savi na ogled dokumentarni film To vse spremeni. V prihajajočem tednu bo Kranjska Gora gostila stand-up pod Alpami. Jutri ob 20:30 bo na trgu pred cerkvijo na ogled predstava Striptiz Matjaža Javšnika. V torek bodo nastopili Gašper Bergant, Aleš Novak in Nikola Silič. V sredo Boštjan Gorenc Pižama, Andrej Podbevšek in Tihomir Paravina. V četrtek pa še Lucija Čirovič, Uroš Kuzman in Domagoj Pintarič. V primeru slabega vremena bodo prireditve v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Turistično društvo Dovje Mojstrana pa od četrtka do nedelje organizira Aljaževe dneve. Letošnje leto že drugič zapovrstjo Turistično društvo Dovje Mojstrana organizira že tradicionalne 24. Aljaževe dneve. In sicer letošnje leto smo pripravili kar 4-dnevni program, ki pa bo potekal od četrtka 25. avgusta do nedelje 28. avgusta. V četrtek 25. avgusta vas ob 7. uri zvečer v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pričakuje dokumentarni film o Jakobu Aljažu Fragmenti, in sicer cena vstopnice je 2 evra. V petek 26. avgusta pa prav lepo povabljeni ob 8. uri zvečer v Kulturni dom na Dovje, kjer bo kar po 20 letih ponovno uprizorjena gledališka predstava Dom na Kredarici, in sicer v počastitev 120-letnice postavitve Triglavskega doma na Kredarici. Vstopnice so še na voljo na TIC Mojstrana. Prav tako pa smo poskrbeli za ponovitve predstave, in sicer 2. septembra in pa 22. oktobra. Cena vstopnice je pa 10 evrov na osebo. V soboto 27. avgusta lepo povabljeni na že tradicionalni 10. gustelnjev pohod na Dovško babo, in sicer zbrali se bomo ob 7. uri dopoldne na trgu pred hišo Parkator na Dovjem. Za tiste, ki pa imate malce manj kondicije, smo tudi poskrbeli, in sicer s prevozom. Popoldne pa vas ravno tu na smučišču v Mojstrani pričakuje pester program. Ob 5. uri popoldne bo PGD Dovje, PGD Mojstrana in pa Gorsko reševalna služba Mojstrana poskrbela za prikaz stare in pa nove reševalne vaje. Za zabavo bo poskrbela skupina Primož in utrujeni profesori. Da vam ne bo dolg čas, bo poskrbelo Društvo mladih Kranjska Gora in pa paragliding.si. Poskrbeli smo tudi za bogat srečelov. Ob 8. uri zvečer pa bodo za zabavo poskrbele zvezde večera Viktorji. Ob 9. uri zvečer pa smo za vas pripravili prav posebno poslastico, in sicer letošnje leto prvič organiziramo prvi Aljažev nočni tek na smučišče Mojstrana. Tako da bo zelo zanimivo. Poskrbeli bomo tudi za dodatno animacijo z licitacijo torte in pa za varen prevoz, in sicer poskrbeli smo za brezplačni prevoz iz Rateč in pa iz Koroške Bele. Vozni red pa lahko najdete na Facebook strani Turističnega društva Dovje Mojstrana. V nedeljo 28. avgusta pa vas v 10. uri dopoldne v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pričakuje delavnica sajenja planik, koncert klasične glasbe in pa prav posebno igrano vodenje po stalni razstavi Vzpon na goro, in sicer Aljaž skozi oči požganca. Ob 5. uri popoldne pa bomo to igrano vodenje ponovili. Ob 3:30 uri popoldne pa vas v
dolini Vrat, in sicer pri kapelici svetega Cirila in Metoda v Vratih pričakuje koncert Vox Cariole in po 4. uri že tradicionalna sveta maša in pa uradni zaključek Aljaževi dni. Prav tako smo v nedeljo poskrbeli za brezplačni prevoz s kombiji v dolino Vrat, in sicer prevozi se bodo pričeli ob 1. uri popoldne iz Dolgega izpred trga pred hišo Parkater in pa izpred Slovenskega planinskega muzeja. Gre pa za krožni prevoz, tako da lepo povabljeni na že 24. Aljaževe dneve. Prireditve ob praznovanju krajevnega praznika Krajevne skupnosti Blejska Dobrava bodo v soboto 27. avgusta. Pripravljajo razne turnirje, športne aktivnosti, vajo evakuacije in reševanja ponesrečenca iz dvorane. Ob 17:30 pa bo kulturni program s podelitvijo priznanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava s pozdravnimi govori in odprtjem prve faze prenove športnega igrišča. Dmit vas v soboto 27. avgusta vabi na 151. planinski pohod slovenskih jeklarjev na Kum. Organizatorji pohoda so planinski vodniki iz Celja. Odhod avtobusa bo ob 6. z zgornje postaje na Hrušici. Avtobus pa bo ustavljal na avtobusnih postajah do Radovljice. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru projekta Nazaj k naravi 15. septembra organizira brezplačno strokovno ekskurzijo na domačijo Prnebavec, ki se nahaja nekaj kilometrov stran od Litije. Na domačiji bodo poleg ogleda permakulturnih vrtov deležni tudi praktičnih vrtnarskih nasvetov ter predstavitve, kako se vrtne površine vklapljajo v celosten permakulturni načrt kmetije. Projekt Nazaj k naravi financira občina Kranjska Gora ter je namenjen njenim občanom. Prijave pa že zbirajo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Drage gledalke in gledalci, toliko v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne avgustovske dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!